otrok, ki obiskuje vrtec prvo leto, preboli nekje 6 do 8 respiratornih okužb na leto, poleg tega še recimo 2 gastroenteritisa in pa eno izpuščajno bolezen. Sem Alenka Vitežnik, pediatrinja iz Zdravstvenega doma Bežigrad. Trenutno se najpogosteje pojavlja gripa. Pri gripi je značilna visoka vročina, ki lahko traja tudi do 1 tedna. Značilne so bolečine v mišicah, prisoten je lahko suh kašelj, izcedek iz nosu. Infektologi pravijo, da ko se pojavi prvi otrok z vročinskim krčem na infekcijski kliniki, pomeni, da je gripa v mestu. Pomembno je, če se vročinski krč pojavi pri otroku prvič, da starši otroka položijo na bok, mu dajo zdravilo proti vročini in pokličejo 112. Vročinski krči se lahko pojavijo tudi pri nižji vročini. Pomembno je v bistvu to, da zelo hitro takrat vročina začne poraščati. Vsem otrokom, ki so že imeli kdaj vročinski krč, svetujemo, da začnejo zbijati vročino že pri 38 stopinjah, da s tem preprečijo morebiten pojav vročinskega krča. Pomembno je toaleta nosu s fiziološko raztopino večkrat dnevno po potrebi, lahko se pa uporabi tudi nosni dekongestiv. RSV je najpogostejši povzročitelj akutnega bronhiolitisa. Akutni bronhiolitis se začne v bistvu s prehladnimi znaki, nato se pa po 2 do 3 dnevih stopnjuje znaki okužbe spodnjih dihal. To pomeni, pojavi se kašelj, težko dihanje, otroci ugrezajo medreberne mišice, dihajo s trebuhom in pa ogrezajo tole jamico jugulum. Obstajajo zdaj hitri testi, ki se dobijo v lekarni, ki hkrati testirajo na COVID gripo in pa RSV, ampak večinoma je trenutno influenca A in pa B. Doma lahko naredite inhalacije tako, da v kopalnici odprete vročo vodo na pipi, na tušu, počakate, da se kopalnica zasopari, da se ogledala zameglijo in ste potem z otrokom v taki kopalnici 15 do 20 minut. Ponavadi je ponoči kašelj slabši, zato ker otrok leži in potem ta sluz teče iz nosu v žrelo in to draži na kašelj. Tako da je pomembno, da je prostor vlažen, da otroku, preden gre spat, napravimo toaleto nosu s fiziološko raztopino. In lahko pa tudi otroku malo dvignemo vzglavje, da ta sluz lažje odteka. Hladen zrak pa pomaga pri laringitisu, v primeru napada laringitičnega kašlja, to je suh, lejajoč kašelj. In pa v primeru, da je ob tem še inspiratorni stridor, pa svetujemo hladen zrak. Ga oblečete in nesete na balkon, ven na hladen zrak, počakate pol ure. V primeru, da v pol ure ta inspiratorni stridor ne izzveni, je pa potreben obisk nujne medicinske pomoči. Mraz ne povzroča respiratornih obolenj, vendar jih povzročajo predvsem virusi in pa nekatere bakterije. Mraz pa pripomore k širjenju virusov, saj se virusi pri nižji temperaturi hitreje razmnožujejo in pa dlje časa preživijo. Poleg tega pa je ob hladnih temperaturah naš lokalni imunski sistem nekoliko slabši. Zrak je suh, tako je tudi nosna sluznica slabša. In pa v mrazu pride do vazokonstrikcije perifernih žil, torej periferne žile recimo v nosni sluznici se skrčijo in tako manj imunskih celic pride v nosno sluznico, kjer pa se dogaja ta prva obramba proti virusom. Pomembno je, da dodajamo vitamin D. Vitamin D dokazano zmanjšuje respiratorna obolenja, sicer pa zdrava pestra prehrana, dovolj gibanja na svežem zraku in pa dovolj spanja. Pomembno je, da če imamo doma otroka, ki je mlajši od 6 mesecev, da starejši sorojenec prehodno ne obiskuje vrtca.
Potem svetujemo, da z dojenčki ne obiskujemo nakupovalnih centrov oziroma gneče, da se izogibamo gneči. Potem svetujemo tudi cepljenje proti gripi za vse otroke stare od 6 mesecev do 23. meseca in pa vse otroke s kronično boleznijo. In pa svetujemo tudi cepljenje proti gripi za vse odrasle, ki imajo stik z majhnimi otroci, predvsem s temi otroci, ki so mlajši od 6 mesecev, ki se pa sami še ne morejo cepiti proti gripi.